Pozdravljeni. Čas je, da malo ponovimo oziroma izpeljemo še eno novo stvarco. In zato bomo začeli s temle. Nariši grafa funkcije v isti koordinatni sistem. Imamo dva grafa, eden je f od x je 2x minus 1 in drugi je zapisan v obliki premice y je 2x plus 2. Najprej tale. F od x. Pa recimo, da bomo tegale risali popolnoma z rdečo. Vse bo z rdečo za ta graf, ne? Se pravi, prvič narisali bomo graf f od x je 2x minus 1. Za risanje premice rabimo dve točki in pomagamo si s tabelo. X pa f od x. Kaj moramo izbrati za x? Pravzaprav niti ni važno, je pa super, da lažje računamo, zato zberemo 0 pa 1. In zdaj poglejmo, koliko je vrednost funkcije v točki 0. Namesto vsakega x vstavimo 0 in dobimo minus 1. Minus 1. Zdaj pa še f od 1. In kaj zdaj dobimo? F od 1 je 2 krat 1 minus 1 je 1. Tako. Se pravi, ko smo vstavili noter vrednosti, smo dobili tile dve točki, ki jih moramo zdaj vrisati v koordinatni sistem. Na primer točka A 0 minus 1 in točka B 1 1. Kje sta zdaj ti dve točki? 0 minus 1, se pravi, nič ne gremo levo desno, pa gremo na minus 1. Tu je zdaj prva točka. In druga točka je 1 1 desno, 1 gor. To je tule. Tako. Če grem prehitro, si ustavite videoposnetek, pa potem še enkrat poglejte, ne. Se pravi, zdaj kaj naredimo? Z ravno črto, z ravnilom povežemo te točki. Jaz jo moram pač malo povečati. Pa dati skozi ti dve točki. Takole, ne. Kaj pa zdaj? Zdaj imamo eno našo funkcijo. Določimo še tele funkcije, ali narašča ali pada. Ker iz leve proti desni pogledamo in se dviga, pomeni, da naša funkcija narašča. Koliko je pa njen k? K dobimo tako, da pogledamo pri x-u, k je 2. Se pravi, narašča in njen k je 2. Tako. Zdaj pa dajmo vse, kar je pa z drugo premico, označiti z modro. Se pravi, imamo zdaj y je 2x plus 2. Da narišemo to, moramo spet narediti tabelo. Zdaj tu v tabeli damo pač x in y. Za x lahko izberemo, kar želimo. 0 pa 1. In vstavimo noter. Y je 2 krat 0 plus 2, kar je 2. Tako. In mogoče lahko tule na pamet. 2 krat 1 je 2, plus 2 je 4. In vrišemo ti dve točki noter, ne. Kateri dve točki zdaj rabimo vrisati? Lahko rečemo zdaj recimo C točka bo 0 2 in D točka bo 1 4. Pa vrišemo zdaj ti dve točki noter. Tale bo 0 2, 1 4, 1 v desno, 4 gor. Tako. In skozi ti dve točki je treba narisati zdaj ravno črto, ne. Dajte z ravnilom. Se pravi, damo od tule do tule. Jo bomo dali, da bo malo manj bajsasta, a ne. Takole. Zdaj jo še jaz malo povečam. Malo pomanjšam. Pa dam nazaj skozi ti dve točki. Malo sem bila površna. Zdaj, če ste delali zelo natančno, potem nekaj opazimo.
s tema dvema premicama, ne. Opazimo, da sta vzporedni. Zdaj pa preverimo še, koliko pa ima recimo koeficient tale premica, ne. Narašča isto kot ta, ker sta vzporedni. Koeficient je tista številka pred x-om in koeficient je 2. Koeficient je 2. In zdaj opazimo, ne. Premici sta vzporedni in koeficienta sta enaka. A bi lahko to rekli, da je neko pravilo? Ja, ne boste verjeli, je pravilo. Se pravi, če premici sta vzporedni, natanko takrat, ko sta koeficienta smerna enaka. Lahko si napišete. Premici sta vzporedni, ne. Sta vzporedni. Redni, ko sta njuna koeficienta enaka. Tako. Se pravi, tole smo kar na hitrico si izpeljali. Iz tega še, to je ena lastnost. Zdaj pa gremo naprej. Snovjo enačba premice skozi dve podani točki. Do zdaj smo vedno tako naredili. Dobili smo enačbo premice, smo izračunali dve točki in smo narisali premico. Ampak velja pa tudi obratno. Lahko mi dobimo premico oziroma linearno funkcijo, če imamo podani dve točki. Zdaj, jaz bom tukajle na tem mestu napisala formulo, potem bomo pa to skozi nalogo poskusili narediti, ne. Se pravi, če imamo dve točki podani, na primer, da je prva točka s koordinatama a, x1, y1 in druga točka s koordinatama b, x2, y2. Potem mi dobimo enačbo premice skozi dve podani točki, tako da rečemo, vsaka premica je oblike y je k krat x plus n. In če želimo to izračunati, bomo potrebovali formulo za k in formulo za n. Se pravi, za smerni koeficient in za začetno vrednost. K bomo izračunali kot y2 minus y1 vlomljeno z x2 minus x1. Ko bomo imeli enkrat k, bomo izračunali kot y1 minus k krat x1. Oziroma, čisto isto delujeta tudi druge dve točke, y2 minus k krat x2. To so zdaj formule. Zdaj si pa poglejmo, kako jih uporabiti. Določi enačbo premice skozi podani točki in potem to premico tudi nariši. Imamo dve točki, a pa b. Pa jih bom jaz kar napisala. Se pravi, imamo a 1, 5 in b minus 1, minus 1. Najlažje je, da si že najprej pogledate, kdo je x1, y1 pa tako, ne. Da bo x1, zraven bo y1, x2, y2. Vrstni red ni važen, katera točka je prva pa katera je druga. Važno pa je, da kadar imate x1 tu, mora biti njegov par vedno isti y, ne. Se pravi y1. Tako. Zdaj pa, če se spomnimo, naša želja je, da napišemo enačbo premice skozi podani točki. Se pravi, y je k krat x plus n. X pa y v funkciji tečeta, se pravi, jih ne računamo. Potrebno je pa izračunati k pa n. Formula za k je y2 minus y1 vlomljeno x2 minus x1. Vstavimo zdaj točke noter
y2 je minus 1 minus y1, to je tule, je 5 vlomljeno. Z x2 je minus 1 in minus x1 je minus 1. Koeficient je potem minus 6 vlomljeno z minus 2. Minus 6 deljeno z minus 2 je pa plus 3. Takole, koeficient imamo. Pa še n. N je y1 minus k krat x1. Zato, ker v n nastopa k, moramo tudi n kasneje računati, ne? Če ne ga ne bi mogli zračunati, ker ne bi imeli še k. y1 v tem primeru je 5 minus 3 krat 1, n je 2. Takole. In zdaj vstavimo ta dva dobljena rezultata v k pa v n. Se pravi, dobimo, da je funkcija, namesto k je 3 krat x pustimo plus 2. Tako. Zdaj pa še narišemo graf. Takole, zdaj moramo pa še narisati graf. Pa dodajmo graf, vi narišite koordinatni sistem. Vmes ste verjetno opazili, da sem mogla malo prekiniti video, zato ker so me klicali. Ampak vi ne boste tako to posledično občutili na videu, ne. Tole tako ali tako ste nekateri že gledali drug del videa, kjer sem se v tej nalogi zmotila in to za en tak popravek, a ne. Zdaj pa dajmo narisati točke. Točka A je 1, 5. Zdaj, takole je, ne. Če je kdo gledal prejšnjo verzijo. S točkami lahko narišemo mi lepo že premico. Zato, ker premica gre skozi dve točke in ti dve točki sta dovolj. Lahko bi pa seveda narisali tako, da bi si narisali tabelo, dali tukaj x, f od x in zračunali dve točki, ne, ki bi mogli biti tudi na tej premici. Mi pa, ker že imamo ti dve točki narejeni, bomo kar narisali to premico. Tako, 1, 5 je zdaj tule noter. Minus 1 je pa tule. In tako bomo zdaj premico skozi ti dve točki lahko narisali. Jaz moram dobiti naklon, tako da lahko bi pa pogledali danes tole s trikotnikom, ne. Pa da vidimo, če znamo pa s tem, da se boste še malo zabavali, ko se jaz mučim z geotrikotnikom. Ja, zelo je zabavno, Takole. Pa dajmo malo bliže. Se pravi, še malo. Takole, ne. To imam zdaj kazensko, ker nisem v prvem prav naredila. Takole. In zdaj pa narišemo. Tako. Pa odmaknemo zdaj tole. Ja, super. Super vam rečem, to je zdaj ta premica. Lahko prestavimo. Takole. No, in to je ta premica, potem naprej bo pa tako tam video teklo, kjer sem vas pustila. Takole. Tule smo se vrnili zdaj na star video. Premica je bila prav narisana, a ne. Samo izračunsko desna stran ne štima. Zdaj boste pa lepo lahko spremljali naprej video vsebino od tam, kjer sem vas pustila nazadnje. Tako. Evo ga. Pa kar gremo. Tako, poskusimo še na eni. Določi enačbo premice skozi po dani točki in jo nariši. Se pravi, imamo dve točki. Bom jih jaz napisala. A je. Zdaj ulomke malo težje tu pišem, zato jih kar takole, ne. Drugače pa, če napišem, je pa to 1/3 minus 2. Pa B točka je 3/4 pa minus 2. Takole, ne. No, in dajmo zdaj določiti našo premico skozi ti dve točki.
Kje imamo zdaj eno drugo barvo. Najprej določimo x1 pa y1. To je x1, y1. To bo x2, y2. In mi bomo iskali enačbo premice oziroma funkcije, pa dajmo še zdaj po drugem načinu, lahko takole f od x napišemo, je k krat x plus n. A ne, če vam reče, da morate funkcijo, pač namesto y tule napišete f od x. Kaj moramo poiskati? Poiskati moramo k pa n. Najprej k. K je y2 minus y1 polomljeno z x2 minus x1. Vstavimo noter. To je minus 2 minus minus 2 namesto y1. x2 je 3/4 minus 1/3. Tako, koeficient potem je minus 2 plus 2 polomljeno. Tu bi bilo pa treba dati na skupni imenovalec. No, pa dajmo. Skupni imenovalec je 12, se pravi, tole pomnožimo s 3, je 9 dvanajstin minus krat 4, 4, 4 dvanajstine. In koeficient je potem nič polomljeno z 5 dvanajstin. Če prideta tu dva ulomka, se rešite dvojnega ulomka. Tako, ko imamo pa zdaj nič tu, nič polomljeno s 5 dvanajstin, je pa koeficient enako nič. Potem pa še n. N je pa enako, po formuli zdaj, je enako y1 minus k krat x1. Vstavimo vse, kar poznamo. Minus 2 minus nič krat 1/3. N je minus 2 minus nič krat 1/3 je nič. Se pravi, n je minus 2. Vse, kar smo dobili, moramo zdaj vstaviti v tole našo funkcijo, da dobimo rezultat. F od x je nič krat x minus 2. In rešitev je f od x je minus 2. Takole. Zdaj pa še to narišimo. Zdaj tukajle imamo tele točke za narisati. Bi rekla, da jih imamo malo zoprne, ne, ker so ulomek. Lahko delate po teh točkah, lahko pa si izberete prijetnejše vrednosti, pa recimo si dajmo mi izbrati prijetnejše vrednosti, tudi zato, ker je tako tale malo nenavadna, pa mogoče se vam bo zdelo čudno, a ne. X pa f od x. Pa dajmo zbrati naše klasične vrednosti, nič pa 1. Ko vstavimo tule noter f od nič, a lahko x kam vstavimo? Ne moremo. Zato bo f od nič enako minus 2. Ko imamo f od 1, a lahko x kam vstavimo? Ne moremo. Zato je vrednost minus 2. Tako, dobili smo dve točki. Prva točka je nič minus 2, to je tule. In druga točka je 1 minus 2, to je tole. Se pravi, karkoli bomo dobili, bo vse na minus 2. Pa narišimo zdaj to premico. Takole, to je naša premica. Je vodoravna, saj te ste že bili vajeni, a ne, če bi tu pisali y je minus 2, smo že to risali. In tisti, ki ste se za test dobro pripravili, ste jo znali narisati, a ne. To je zdaj ta naša funkcija. Tako, tole bo vse. Tule je domača naloga. Naloga je dana iz alfe, linearna funkcija. Sem jo pa prepisala za tiste, ki bi slučajno želeli kar od tu naprej delati. Naloge so oštevilčene, zato rešitve dobite tam. Lahko mi pošljete po mailu oziroma dajte poskusiti na Teams oddati to nalogo, da vidim jaz, če kaj počnete ali ne. Ta še sicer ni obvezna, je pa zaželena.